Pozdravljeni, sem Beti Burger in to je podcast Na robu. Tokrat bomo govorili o knjigah za samopomoč. Z mano je zgodovinarka, publicistka in založnica Manca Grgić-Renko. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Hvala in dober dan. Knjige za samopomoč so v zadnjih letih postale precej popularne in to pravzaprav kažejo tudi lestvice priljubljenih in tudi iskanih knjig pri nas. Vendar so se podobne knjige pojavljale že v 19. stoletju. Kakšne so bile te knjige nekoč, kako so se spremenile v primerjavi s temi danes? Res je, da kadarkoli govorimo o katerikoli veji popularne kulture in knjige za samopomoč sodijo med na nek način popularno kulturo, moramo vedno se vrniti v 19. stoletje, ki je tlakovalo pot modernosti in potem sodobnosti. V 19. stoletju dobimo prvo knjigo z naslovom Self-help in zato tudi nekako se takrat podrazumeva rojstvo tega, hkrati pa se zaradi industrijske revolucije informacije pohitrijo, kar pomeni, da več ljudi lahko sliši za stvari, in dvigne se pismenost, kar pomeni, da ljudje, ki prej niso nujno mogli konzumirati literature, jo zdaj lahko. Zdaj, kakšna je razlika? Seveda, skozi zgodovino vedno poznamo literaturo, ki recimo temu deli nasvete. To od antike dalje ima literatura tudi vzgojno-pedagoško funkcijo. Se pa v 19. stoletju te stvari spremenijo in ena od stvari je, ki jo lahko opažamo tudi recimo v slovenskem tisku, je to, da se začnejo pojavljati nasveti za navadne ljudi, kar je recimo neke proto-samopomoč. V slovenskem prostoru recimo lahko gledamo to v kontekstu koledarjev Mohorjeve družbe, ki so vsako leto izšli, kjer je bil na začetku koledar, potem so bili pa razni nasveti, ne? Nekateri so bili praktični, v smislu za delo na polju, za vzgojo otrok, ampak čedalje bolj so se pa premikali v to, ne bi rekla nujno v iskanje osebne sreče, ker to je sorazmerno nov koncept, ampak mogoče v to, kako biti v bistvu funkcionalen del družbe, kako biti konstruktiven del družbe, kako dati nekaj družbi. In se je na nek način tudi mogoče podrazumevalo, da ko daš neki družbi, si srečen tudi sam. In mogoče je to glavna sprememba, če zdaj zelo posplošim, ki se je zgodila od nekoč v tem prostoru do danes, je, da je včasih kolektivno igralo močnejšo vlogo, da človek ni bil otok, ampak je bil sestavni del družbe, medtem ko se zdi pri podobnih knjigah danes, da večinoma targetirajo posameznika, enega človeka. Velikokrat celo enega človeka proti družbi, češ osebna sreča je edina, ki si jo lahko zagotovimo, družbena sreča ne obstaja. Pa so bile tudi takrat mogoče namenjene bolj moškim, bolj ženskim ali vsem, tudi mogoče so takrat bile bolj v domeni, ženske so bile torej pisateljice oziroma avtorice teh knjig, kako je mogoče danes? Velikokrat so bile, velikokrat tudi ne, velikokrat so avtorji neznani ali pa niso podpisani. Nekako se podrazumeva, da sploh, ko je šlo za vprašanje družinskega gospodarjenja, gospodinjstva, nasvetov za vzgojo, nasvetov za srečen zakon, da so to bile teme, ki so bolj zadevale ženske in ki ne bi jih bolj brale ženske. Ampak hkrati pa so obstajali tudi seveda nasveti za moške. In danes se mi zdi, da ta pol bilo zelo posplošeno reči, ampak seveda očetje, če gledamo prve in najuspešnejše knjige za samopomoč ali v Angliji ali Ameriki, ki sta recimo zibke tega, ne, tudi ta najbolj prodana, ta How to make friends and influence people, ki je iz 30. let 20. stoletja in je še pred parimi leti doživela, sicer nekoliko spremenjeno, ampak pač ponatis, se pravi še vedno aktualna do neke mere. Zvezde tega biznisa so bili moški, ampak mogoče je to podobno kot ne vem, zdaj bom rekla zelo laično, kot je včasih veljalo za kulinariko. Da mnogo žensk kuha več žensk kuha v vsakdanjem življenju, ali pa mnogo žensk kuha, ampak na vrh neki ti šefi, ki so najbolj prepoznani, so pa velikokrat moški. In pri knjigah za samopomoč se
tudi velikokrat zdi, da te priročnike so večinoma pisale ženske, ampak tisti, ki so pa prodrli v ta mainstream, so pa velikokrat bili avtorji. Ja. In še vedno so, čeprav bi rekla, da bi bilo nefair reči, da je zdaj to poklic, da so odjemalci, da so pisci izključno enega spola. Odjemalke na drugi strani pa so večinoma ženske. To pa kažejo statistike. Kot ste pred 2 letoma ugotavljali v tem eseju v Mladini ob analizi več prebranih knjig za samopomoč, priročnikih moških avtorjev, je njihova priljubljenost povezana tudi s tem, da so založbe v ta dela pogosto vložila večje marketinške vložke, jih izpostavila v vitrinah in seveda dejstvo je, da morajo založbe na nek način preživeti, ampak vseeno imajo pa tudi neko odgovornost založb, torej da določeno delo toliko bolj izpostavljajo v primerjavi z drugimi. Torej, kakšna je ta odgovornost založb? Bom dala tukaj dvojni odgovor, zato ker se mi zdi kontekst zelo pomemben. Mi da se pogovarjava v določenem kulturnem prostoru, ki je slovenski kulturni prostor, ki izhaja iz recimo tudi nekdanje Jugoslavije, vsaj neke ideje ali pa vrednote so še vedno lahko, ali pa, dajva reči vrednote, še vedno lahko potegnemo od takrat. In jasno je, da recimo v temu, kar bi rekli laično, vzhodni blok, del vzhodnega bloka, socialistične države in tako naprej, da v teh državah knjige za samopomoč in priročniki niso bile tako popularne kot na Zahodu. V Jugoslaviji sicer, ki je bila bolj odprta od Sovjetske zveze, so pronicale skozi marsikatera, tudi ta, recimo, ki sem prej omenila How to make friends and influence people, je bila prvič prevedena, kar je meni zelo zanimivo, med drugo svetovno vojno in potem je v socialistični Jugoslaviji doživela še nekaj ponatisov. Pri čemer je zanimivo, da je ta knjiga, ki ima v angleščini naslov, torej, če ga prevedeva, kako dobiti prijatelje in vplivati na ljudi, in kjer v tej knjigi je zelo pomembno to, da s tem, da vplivaš na ljudi, si uspešen v, recimo, poslu. Ima v slovenščini naslov samo kako si pridobiti prijatelje. Se pravi, ta nek kulturni kontekst tega, da v nekem svetu so neke vrednote v nekem delu sveta bolj dostopne. In mislim, da zato, ker naša intelektualna konstrukcija izhaja ali pa naš kanon izhaja iz nekega drugega časa, imamo mogoče tudi zato več predsodkov do tovrstnih knjig. Konec koncev tudi v Sovjetski zvezi so knjige za samopomoč, sploh v Rusiji, veljale za grozljivo literaturo, predvsem zato, ker targetirajo posameznika. V socialističnem svetu je pa kolektiv. In se mi zdi, da je mogoče, zato ko se zdaj pogovarjamo, zakaj se nam zdi, da so knjige za samopomoč naenkrat postale tako pomembne, je mogoče reči, da zato, ker je predtem obstajala večja luknja, ker nimamo tradicije tega, da bi skozi desetletja to prihajalo na trg in da bi resne založbe to izdajale, ali pa da bi bile založbe, ki bile specializirane za to že od, recimo, sredine 20. stoletja. Tako da nenadoma so se pojavile knjige, nenadoma jih je veliko, izhaja iz tega, da predtem tega ni bilo, oziroma da resne založbe v Jugoslaviji takih knjig niso izdajale, ali pa so jih izdajale bistveno manj. Danes se jih seveda izdaja več in v založništvu, tako kot v kateremkoli drugem poslu, je prodaja knjig zelo odvisna od tega, koliko denarja vložiš v promocijo teh knjig. Torej v trženje, v prodajo, v prisotnost na družbenih omrežjih in nenazadnje, kaj izpostavljaš v svojih izložbah. In tukaj potem velikokrat pridemo v zanko, da bi kakšen založnik lahko rekel, mi izdajamo knjige, ki jih ljudje hočejo. Se pravi, potreba na trgu je, mi samo dajemo ljudem to, kar hočejo, ker moramo od nečesa živeti. Ampak po drugem strani pa ljudje hočejo to, kar jih večino časa preprečujemo. Ja, vse tu, kaj je kura, kaj je jajce, ne? To je zelo težko reči. A zdaj ljudje želijo brati o travmah? Jaz mislim, da je težko reči. Jaz mislim, kar bi rekla, da je pri teh slovenskih priročnikih, ki sem jih jaz brala, pa zdaj moram reči, da v zadnjih 2 letih nisem veliko novih, nekaj sem jih, ampak ne veliko. Mene celo ne moti. Meni se zdi, da, rekla bom, moti odsotnost travme.
Na način, da se pretvarjamo, da so travma ene stvari, ki v bistvu niso nujno travma. Da je v bistvu travma služi samo kot nek narativni prijem, ker vemo, da zato, da bo neka knjiga uspela, mora njen pripovedovalec iti prek trna do zvezd. Ampak pa ne, da jaz preoprašujem težave vsakega posameznika, ali pa da jaz mislim, da travma je za vsakega lahko nekaj drugega, ampak ne bi rekla, da je travma kot res neka velika tragedija, kako je povedano v središču teh knjig v bistvu. To v bistvu v vašem vprašanju sem prvič mislila, da se mi zdi, da ni. Se mi zdi, da so prepreke, so težave, so neugodnosti, ampak prav travma, ker način, kako jaz recimo v literaturi doživljam travmo je nekaj, kar je zelo težko povedati in zelo težko zagrabiti in terja zelo veliko, zelo dobro poznavanje literarnih orodij in samega sebe, da zmoreš to spraviti na papir. Skozi, ja. In ne nujno neposredno v smislu priročnika ali pa prvoosebne izpovedi, čeprav tudi, ampak velikokrat se travma zrcali v, ne vem, distopični literaturi. Zelo pogosto, ali pa v znanstveni fantastični literaturi. Se pravi, da avtorji morajo narediti ali pa avtorice prenesti travme v drug svet. In to je bolj moment, ko nastane umetnost. Zdaj, če se mogoče še malo dotakneva te odgovornosti založb, ne? Vseeno, koliko je v teh nekih diskurzih prostora za neko strokovnost, ne, napisanega. Gre tu mogoče za, ne, včasih pride do nekega problema, mogoče ne nujno travme, kot ste sami rekli, in potem se poenostavljeno najde neka rešitev, ki je mogoče delovala za tega posameznika, ni pa nujno to prava rešitev, podprta z nekimi strokovnimi raziskavami, dejstvi, in se nekako zdi, da se poskuša potem to kar generalizirati na celotno družbo, ali pa da mogoče lahko potem posamezniki to bere, misli, da je ta pot edina rešitev do tega, da bo to težavo rešil, ne. Tako da tu se mi zdi mogoče vse ta neka v ozadju vseeno odgovornost, kako pravzaprav založbe tudi prodajajo ta dela, da potem tudi posamezniki vedo, kaj pravzaprav berejo. Absolutno. In jaz mislim, da je odgovornost založbe, da se resno, da razume, kakšne knjige izdaja, da razume, komu jih prodaja in razume, kakšne posledice ima pri tem. In jaz moram reči, da sem bila pretresena, ko sem nedavno, mesec, dva nazaj, videla oglaševanje ene od največjih, morda celo največje slovenske založbe, ki te knjige za samopomoč oglašuje s sloganom Delo na sebi osvobaja. Wow, okay. In to me je najprej targetiralo na socialnih omrežjih, potem sem pa videla ta slogan tudi v fizični knjigarni. In me je ob tem zmrazilo, v resnici, da v bistvu hkrati se mi zdi pa dober primer tega, kako nek slogan, ki je bil uporabljen v eni od najtemnejših ur človeštva za mučenje ljudi, kar je travma, je potem apropriiran v slogan za prodajo knjig za boljše življenje. In tukaj jaz vidim izjemno odgovornost založbe, recimo. Mene to osebno prizadene. Mislim, ker tu zdaj, če govoriva, ne, tudi v slovenskem prostoru in prvencih teh ljudi, kar sem že prej omenila, ne, gre torej predvsem za knjige, ki so jih avtorji ponovadi prvenci, torej prva knjiga, ki so jo napisali, ne, in tu se mogoče tudi postavlja vprašanje, a je lahko danes že vsakdo pravzaprav avtor knjig, je lahko že vsakdo pisatelj. Kako mogoče vi tudi kot publicistka in založnica z neke kritične distance mogoče pogledati na ta vzgib, da pravzaprav vsakdo ima občutek, da lahko ali pa da napiše neko zgodbo, ki bi jo potem, ne vem, si želeli brati vsi drugi. Ali smo tu samo preveč samokritični? Spet mislim, da je dvojni odgovor. Po eni strani jaz verjamem v to, da kdorkoli ima željo povedati zgodbo, ima absolutno pravico povedati zgodbo. Kdorkoli želi biti pisatelj ali pisateljica, ima pravico poskusiti biti pisatelj ali pa pisateljica. In na drugi strani je pa odgovornost založb in urednikov in urednic, da ocenijo
kaj je ta knjiga, kakšna je kakovost te knjige in nenazadnje tudi, da zaščitijo avtorja ali pa avtorico. Sploh če sta avtor ali pa avtorica mlajša, vsakemu od nas se velikokrat zdi, da smo kaj fantastično povedali ali pa zelo dobro napisali, ampak vloga urednika je, da te s tem, da ti pomaga tekst narediti boljši in da te pomaga zaščititi pred samim sabo na koncu. Mislim, da je to najzahtevnejši del urednika. In jaz sem pri več teh knjigah imela občutek, da uredniki niso zaščitili svojih avtorjev. Da po eni strani lahko govorimo pri vsaj eni od knjig o izjemno slabem lektoriranju, korekturah, nekih osnovnih uredniških standardih, ki v knjigi dobesedno razpadajo. Se mi zdi, da velikokrat bi kdo lahko rekel, jaz knjigo se je mudilo. Ampak konec koncev tudi to nas kot bralcev ne zanima, ali pa tudi nas ne nujno kot bralcev, kot potrošnikov nas ne zanima, zakaj je produkt slab. Ne? Ja. Tako da, in kje drugje se mi je pa zdelo, da bi knjiga z več uredniškega dela, pa s uredniškim preopraševanjem, pogovorom, lahko postala boljša knjiga, bi lahko zdržala ene trditve, bi zavarovala avtorje pred tem, da ene stvari izpadejo naivno. Ampak seveda nimajo vsi uredniki in urednice možnosti delati z avtorji na ta način, nimajo časa, nimajo resursov in tako naprej, in po drugi strani nimajo vsi avtorji in avtorice želje delati na ta način. Ampak moja želja bi seveda bila, da bi založbe, sploh tiste, ki so tudi javno sofinancirane, uredniškemu delu posvetila vsaj toliko dela kot marketinškemu. Da bi na koncu lahko bili produkti, s katerimi bi bili verjetno in eni in drugi bolj zadovoljni. Mislim, da nama tukaj, ko govorimo o priročnikih, ni nujno treba govoriti o literarni kvaliteti, ker nihče od teh avtorjev mislim, da tega ni napisal z namenom, da dobi Prešernovo ali pa Nobelovo nagrado. To so napisali z namenom, ker so želeli deliti svojo izkušnjo in s tem morda komu pomagati, s tem morda nekaj zaslužiti, s tem morda koga zabavati ali pa vse troje. In nič od tega samo po sebi ni narobe. Če založba ve, na kakšen način s tem delati. Ker tu tudi ni namen, da zdaj vse te knjige damo v nek slab koš, ker se mi zdi, da je tu zelo velika razlika med posameznimi deli, ker pa je seveda trg toliko velik, nepregleden, se potem mogoče kdaj težje izlušči boljše knjige od mogoče manj dobrih. Seveda, zato ker ljudje zaupajo institucijam. Ljudje zaupajo, nekateri ljudje še zaupajo institucijam, stvari se tudi spreminjajo na tem področju, ampak mnogi ljudje, ki kupujejo knjige, zaupajo institucijam. Na način, da ko bojo prišli v, recimo temu največjo knjigarno v centru mesta, bojo posegli po eni od knjig, ki je najbolj izpostavljena. Zato, ker ljudje nimajo nujno časa brati književnih kritik, časopisov, se poglabljati. Nekateri od nas imamo poklice, ki nam to omogočajo. Ampak ljudje v nekaterih drugih poklicih pa nimajo tega časa in ko grejo kupiti darilo zase ali za druge, posežejo po tistem, kar se jim najbolj ponuja. In se mi zdi škoda, da se ne ponujajo boljše stvari, ker obstajajo. Saj to je tragedija tega, da dve polici stran obstajajo fenomenalna literarna dela, ki načenjajo teme travme na način, ki zdrži. In mi je žal, da ljudje ne pridejo nujno do tega, da ravno zato, ker so te knjige bolj odmaknjene. Ampak lahko pa so sicer se sami pravili, da pač mogoče ni niti bil avtorjev namen, da bojo to knjige z neko visoko literarno vrednostjo, ampak vse so pa mogoče verjetno tudi lahka neka vstopna točka v zahtevnejšo literaturo. Mislim, da so absolutno lahko. Jaz se spomnim pred zelo dolgo nazaj, morda je bilo to, govorim po spominu, jaz sem takrat prvič slišala za Alana de Botona in za njegovo delo, kako ti Proust lahko spremeni življenje. To mislim, da sem bila najstnica, ko je to šlo in vem, da je to ogromno ljudi bralo in tam avtor skozi Prousta razlaga, v bistvu Prousta uporabi kot neko sredstvo za, recimo temu danes bi rekli, mogoče samo pomoč ali pa lažje življenje ali pa samo za zabavo. In jaz poznam ogromno ljudi, sploh punc,
ki so zaradi te knjige začele brati Prousta, Mhm. ki so zaradi s to knjigo prestopile na težko književnost. In nihče od nas, tudi jaz, ki se, ne vem, poklicno ukvarjam z branjem, jaz nisem začela brati Učiteljica klavirja. Pa tudi, ne vem, ljudje, ki profesionalno gledajo filme, ni bil njihov prvi film Učiteljica klavirja. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da obstaja za vse stopnje bralstva določen tip literature in mogoče se dobro od slabe loči ravno potem, ali ti ponudi roko, da narediš korak više. Da zmoraš poseči po težji literaturi. Pa ne mislim tega vrednostno na način, da zdaj ljudje, ki berajo težko literaturo, so pa več vredni ali pa pametnejši. Ampak zdi se mi, da je pri vsaki stvari fino napredovati, oziroma da če ne napredujemo, se ne naveličamo. Če beremo vedno enako zahtevno literaturo, nam bomo na eni točki postali dolg čas in potem bomo nehali brati. Sami ste to rekli, da pravzaprav po teh prebranih knjigah, torej priročnikih za samo pomoč, vam je postalo malo dolg čas, da ste ugotovili, da so zelo repetitivne. Ja, dolg čas je bilo moje najmočnejše, če se ima tukaj govoriti o čustvu, je bilo dolg čas moje najmočnejše čustvo. Kaj se je tu mogoče ponavljalo? Zdaj se ne da hočemo konkretno o imenih oziroma o knjigah samih, ampak kaj je bilo tisto, kar ste dobili občutek, da je bilo tisto zelo ponavljajoče? Jaz mislim, da recimo pri en od avtorjev ima zelo je naredil svoj trademark iz recimo besednih iger. In besedne igre so lahko zelo fajn začimba v tekstu ali pa v življenju. Ne more pa literatura bazirati na tem, ali pa kakršenkoli tekst, ker tekst sam ne zdrži tega, forma ne zdrži tega, tekst ne more dihati. Tako kot je zelo fino, da se, ne vem, jaz zdaj vsake toliko, ko se mi ne pogovarjava, pohecam, zato da razelektriva ozračje, če bi vse konstantno hecala tukaj, bi gledalci najbrž zelo živčni po eni uri gledanja tega. Tako da se mi zdi, da ene stvari so izrazito obrtniške. Koliko besednih iger lahko uporabiš na pol strani ali pa na eni strani. Druge stvari so pa zelo praktične, so pa, ne vem, en drug avtor ima zelo močne težave s sintakso, v smislu, da stavki razpadajo. Kar spet ni njegov problem nujno, ampak uredniški. In potem, ko bereš stavke, ki razpadajo, oziroma ki en drugega se ne navezujejo na en na drugega in so vsak v svojo smer, po 5 straneh tega postaneš zelo utrujen in zdolgočasen. Ne zato, ker je to težka literatura, ampak ker se stvari ne povežejo med sabo. Literatura je zelo eksaktna stvar. Zelo jasno je, kaj v literaturi, pa s tem ne mislim samo leposlovje, ampak kaj v dobrem tekstu, mogoče to početi, kaj v dobrem tekstu zdrži in kaj ne. In žal, moraš biti res, res zelo dober, da lahko pišeš razpadle stavke na način, da jih ljudje še vedno lahko berejo. Zato moraš biti, ne, mogoče nabokal. Nihče od nas ni nabokal. Okay. Ampak verjetno je pa tudi to, po eni strani seveda vi berete z vidika publicistke, založnice, s tem se ukvarjate poklicno, vseeno pa so te knjige na nek način napisane tako, da so dosti lahko branje, da mogoče jih lahko razume vsak, kar je verjetno tudi njihov namen, ne? Torej, da lahko vsakdo poseže po taki knjigi, da so v nekem bolj preprostem jeziku, ne, napisane. Preprosti jezik ni problem. Jaz mislim, da niso. Jaz se ne bi nujno strinjala s tem, ne, da nekateri avtorji pišejo jasno in berljivo in človek pride hitro skozi knjigo in s tem ni nič narobe, to je težko delo. Pisati preprosto je najzahtevnejša stvar na svetu. Napisati stavek, ki ga vsak lahko razume, prvič, ko ga prebere, je zelo težko. Jaz recimo velikokrat, ko pišem sploh zahtevnejše tekste, glasno berem vsak svoj stavek 5-krat, 10-krat, 15-krat, dokler nimam občutka, da nekdo, ki ga bo prebral prvič, ga bo razumel. Ampak to je način, na katerega jaz želim pisati. Recimo Nabokov, ko sem ga prej omenila, bi želel ravno obratno. On je rekel,
celo, da ni nič narobe s tem, da ljudje večkrat preberejo en stavek, pa ga ne razumejo prvič. Ampak tukaj ene stvari so, ene te tekste, jaz mislim, da preprostost ni stvar, ki jo jaz kritiziram tukaj. Jaz kritiziram slab tekst. Slab tekst pa preprost tekst so dve zelo različni stvari. Zdaj mogoče še ta monetizacija, ne, te bolečine oziroma travma, ne, v nekaterih od teh delih je nekako ta trženjski moment, torej ta logika pravzaprav to prodati veliki količini publiki dosti očiten, torej na nek način tudi lastno travmo spremeniti v dobiček, ne. Zdaj tu seveda v vzvodih, zakaj se nekdo posameznik odloči napisati knjigo, nočem tu razpravljati, vsak doma to pravico, ampak vseeno mogoče za konec, zakaj in kako so pravzaprav te knjige, ne, kot ste prej tudi s tem sloganom založbe, ki ste jo omenili, pravzaprav te knjige podaljšek tega prelaganja odgovornosti, ne, za slabo počutje posameznika res izključno samo na njegova pleča in na nek način še vodijo v večjo atomizacijo družbe. Zakaj je to tako problematično? Meni se zdi pri tovrstni literaturi, pa ne samo literaturi, jaz bi rekla, da zelo veliko ljudi konzumira ta tip vsebin tudi na družbenih omrežjih, se pravi nekih vsebin, kjer bolj ali manj laični ljudje govorijo, kako si optimizirati življenje. Mislim, da je to problematično predvsem zato, ker velikokrat prihaja z neke pozicije privilegija. V smislu, da je zelo lahko reči ljudem, morate postaviti trdnejše meje in dati sebe na prvo mesto in boste srečnejši, ali pa pustiti morate službo, ki vas unesrečuje in najti na svetu svoje resnično poslanstvo in živeti od tega. Ampak večina ljudi ne more pustiti službe pa reči šefu, ki jih zlorablja, adijo, grem, zato ker živimo v svetu, kjer rabijo denar in ga nimajo nujno. Največkrat ga nimajo. Večina ljudi ne more nujno postaviti meje, ne moreš postaviti meje in prav je, da ne postaviš meje ljudem, ki rabijo tvojo pomoč, ki so odvisni od tebe, pa naj bojo to družinski člani, prijatelji in tako naprej. Velikokrat sploh ženske v vlogi skrbstvenih delavk, starajočih se staršev, odraščajočih otrok in še zraven službe in zelo ne morejo ene od teh stvari odrezati, da jim bo lažje. Seveda lahko se mogoče ljudje naučimo, ne vem, prositi za pomoč, ko nam je težko in take stvari, ampak to je tudi en privilegij, nimajo vsi tega. In moja težava predvsem s temi z dajanjem nasvetov v smislu, kako biti srečnejši, je, da se ljudje ne zavedajo strukture sveta oziroma da živimo v nekem svetu, ki je zelo do šibkejših zelo, zelo okruten in je v njem zelo težko preživeti in da je skrb zase privilegij in postavljanje mej privilegij tistih, ki si to lahko predvsem na prvem mestu finančno privoščijo. Potem so pa šele vsi drugi pogoji. In ja, absolutno je mogoče brati knjige tudi o tem, kako živeti z manj in biti srečen in tako naprej, ampak to lahko vpliva na zelo malo ljudi. Tako da jaz mislim, da so knjige za samo pomoč v tem smislu ali priročniki, predvsem nek eskapizem, da se človek lahko mogoče boljše počuti, da se mu zdi, da bo imel kontrolo nad svojim življenjem, ampak nekako se povezuje, kot se tam tudi rekli, s tem zelo terapij tokom na družbenih omrežjih, self-care, kaj je pomembno. Tako na nek način zelo se je popularizirala ta psihologija na omrežjih, ki pravzaprav res večinsko samo targetira posameznika, ne? Ja, in kot da družba ne obstaja, kot da mogoče ne bi vsi mi živeli bolje, če bi ljudje, ki zaslužijo veliko, redno plačevali davke in bi bilo poskrbljeno bi bili vrtci cenejši, bi bilo poskrbljeno za varstvo, bi bila zdravstvena oskrba hitrejša in boljša, bi sodišča delovala hitreje in v prid marginaliziranih, ne pa v prid tistih, ki imajo več. Mislim, to so družbena vprašanja, ki jih nobena knjiga za samo pomoč ne more rešiti. Pa če si še toliko želimo. Če si še toliko želimo postati boljši ljudje, se ne moramo obvarovati pred svetom, ki je do najšibkejših najbolj okruten. Se vam zdi, da mogoče bi tu lahko
naredili nek preobrat, ne, zdaj vi delate v tem svetu, da bo pa mogoče postale popularne tudi knjige, ki naslavljajo to problematiko, torej biti uporniški, spet mogoče družbo postaviti na prvo mesto, kjer v bistvu res ugotoviš, da če bomo vsi mi delali na sebi in bo vse okrog nas še vedno zelo kaotično in leteli droni in letele strele, ne bomo verjetno veliko spremenili. Jaz mislim, da je vse lahko knjiga za samopomoč, tudi Marx in Engels sta lahko knjiga za samopomoč, če jo beremo na ta način. Ampak mislim, druga stvar pa je, da ta angažirana literatura, ki je na pol za samopomoč, na pol pa družbena, je obstajala. V zgodnjih 2000-ih se spomnim, da je bila ta knjiga, mislim, da je bil Steven Hessel, kako že, Uprite se, ali nekaj v tem smislu je bil naslov, to je bila zelo tanka knjižica, ki je sovpadala z Occupy Wall Streetom, s temi množičnimi, temu, o čemer smo rekli takrat arabska pomlad, z množičnimi gibanji, v katerih se je zdelo, da se svet spreminja. Jaz se spomnim tistega časa, spomnim se glasbe tistega časa, spomnim se občutka tistega časa, spomnim se, da se mi je zdelo, da se nekaj v svetu dogaja, da bo drugače. In takrat je obstajala tudi množična literatura, ki so ljudje množično brali, ki je govorila ravno o uporu. Ampak zgodovina ali pa sedanjost, karkoli se vedno dogaja v ciklih in zdaj smo v enem drugem ciklu, zdaj smo v ciklu umirjanja, tišine, skrbi zase. Svet razpada, ampak voditeljem glih to dobro služi, ne? Delati na sebi in se potem ne ukvarjati z družbo in z dogajanjem okrog nas. In jaz intimno verjamem, zelo, ni nasvet, to je moje intimno prepričanje, da če človek skuša živeti v skladu s svojimi vrednotami in skuša biti aktiven član družbe, karkoli si že zbere za družbo, naj bo to družina, sindikat, partija, ali pa ekološko društvo, ali pa društvo za pomoč živalim, bo mogoče se počutil bolje ali pa živel bolje. Jaz mislim, da sprememba, ki jo naredimo v svetu, je tista, ki nam omogoča, da lažje živimo sami sabo. Manca Grgić, Renko, najlepša hvala za ta pogovor. Najlepša hvala vam za vabilo. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.